Spoštovane svetnice in svetniki, poslanke in poslanci, spoštovani vsi panelisti, ki boste danes stopili za govorniški pult in pa seveda tudi ostali, ki nas spremljate tukaj iz dvorane Državnega sveta Republike Slovenije in pa tudi preko spletne platforme. Lepo pozdravljeni. Današnji posvet, ki ga organizira Državni svet, Zveza paraplegikov Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in pa seveda tudi Zavod za zaposlovanje, ki je eden med ključnimi, je zelo pomemben za prihodnost, tudi za poslovanje na področju invalidskega varstva, skratka na področju, kateri je bil mogoče v zadnjem desetletju ne prezrt strani Zavoda za zaposlovanje, ampak prezrt predvsem z drugih institucij, mislim tudi na zakonodajnem področju. Še preden bomo pričeli z uradnim nagovorom predsednika Državnega sveta, gospoda Marka Lotriča, vas samo za malo tehničnih navodil. Tukaj imajo kolegice in kolegi prenosni mikrofon za kolege, ki so tukaj, ostali boste lahko govorili iz klopi. Vse tiste, ki pa boste imeli uvodne besede, pa vabim, da tukaj za govorniški oder. Današnji posvet se snema, kar bo možnost potem tudi z arhivskega vidika, da na spletni strani Državnega sveta tudi si pogledate nazaj in pa seveda, kolikor ne boste v kakšne zaključke si tukaj zapisali, si jih potem v nadaljevanju doma v miru. Skratka, spoštovane dame in gospodje, lep dan je pred nami, dan mučenikov tudi, zato kot prvega vabim za govorniški pult predsednika Državnega sveta, gospoda Marka Lotriča, da nas nagovori v imenu soorganizatorja. Izvolite. Ja, predsedujoči, hvala lepa za povabilo, za možnost, da izrečem nekaj besed, spoštovani cenjeni predstavniki, soorganizatorji današnjega posveta, se pravi Zveze paraplegikov Slovenije, Ministrstva za delo, družino, enake možnosti, socialne zadeve, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, predstavnice Gospodarske zbornice Slovenije in vsi udeleženci današnjega posveta, ki ste tu v dvorani, in pa seveda vse tisti, ki nas spremljate preko spleta. En lep pozdrav, gospe in gospodje. Dobrodošli v Državnem svetu, to je drugi dom slovenskega parlamenta in pa, kot tu za mano vidite, v stičišču raznolikih mnenj. Raznolikost je tista, ki nas vedno znova uči prisluhniti drug drugemu in s tem prispeva k razumevanju potreb posameznika in posameznih družbenih skupin z mislijo na razvoj družbe kot celote. V Konvenciji o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija ratificirala 2008. leta, so zapisane številne pravice invalidov, o katerih pogosto slišimo, ni pa nujno, da jih tudi razumemo in zavestno ter družbeno odgovorno udejanjamo. V konvenciji je zapisano tudi veliko zavez za državo kot njeno podpisnico. Med drugimi naj bi države pogodbenice invalidom priznavale pravico do dela v enaki meri, kot jo priznavajo ostalim državljanom. Preživljanje naj bi jim omogočilo svobodno izbranim ali sprejetim delom na trgu dela in skrbele za odprto, vključujočo in invalidom dostopno delovno okolje, vključno z zagotavljanjem pravočasne in kakovostne rehabilitacije. O specifiki potreb invalidov, predvsem pa o neverjetni angažiranosti pri delu, se sicer Državni svet iz prve roke uči že nekaj desetletij. Državni svetnik Danijel Kastelic, ki vodi današnji posvet in predseduje Komisiji Državnega sveta za socialo,
za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je namreč paraplehik. Na podlagi osebne izkušnje dobro pozna izzive izobraževalnega sistema in trga delovne sile za invalide. Tudi njegov predhodnik v državnem svetu, žal že pokojni gospod Boris Šuštaršič, je kljub mišični distrofiji vedno znova dokazoval, da sta aktiven življenjski slog in aktivno udejstvovanje na trgu dela, v podjetniških vodah in v politiki ob ustrezni podpori, predvsem pa močni volji posameznika, dosegljivi tudi invalidom. Državni svet si je in si bo vedno prizadeval, da invalidi svoje pravice na različnih področjih uresničijo v celoti in da živijo čim bolj polno življenje. Zato smo z veseljem prevzeli vlogo soorganizatorja in gostitelja današnjega posveta, ki predstavlja izhodiščno točko za začetek ozaveščanja ključnih deležnikov in splošne javnosti o pomenu vključevanja invalidov na trg delovne sile. Vedno je bil korak tisti, prvi, ki je najbolj prelomen in pri katerem potrebujemo največ podpore. Projekt Vključen svet, o katerem bomo več izvedeli v nadaljevanju posveta, kot kaže, podporo že ima zagotovljeno. In to z razlogom. Vključevanje invalidov na trg delovne sile namreč lahko prinese dodano vrednost ne samo invalidom, ampak tudi gospodarstvu, državi in družbi kot celoti. Invalidi lahko prav zaradi vseh izzivov, ki jih morate in morajo premagovati na svoji življenjski poti, ponudijo drugačen pogled, izkušnje in veščine. Z njihovim aktivnim udejstvovanjem lahko doprinesejo k večji inovativnosti in ustvarjalnosti na delovnem mestu, tako v gospodarstvu kot javni upravi. Ne glede na pravkar omenjeno, pa invalidi kljub temu, da v Sloveniji predstavljajo dobrih 12% populacije, še vedno predstavljajo le 4% vseh zaposlenih v Sloveniji. Tudi potencialni delodajalci, ki bodo uspeli slediti strateškim usmeritvam Evropske unije in doumeti, da ustvarjanje vključujočih delovnih mest lahko pomeni pomembno konkurenčno prednost, bodo brez dvoma odprli vrata v drugačno in sicer lepšo družbo. Za invalide same, pa tudi družbo kot celoto. Ne smemo namreč pozabiti, da je velik pokazatelj razvoja družbe tudi njen odnos do njenih najbolj ranljivih členov, ki pa niso nujno tudi najšibkejši. Ravno obratno, od njih se lahko veliko naučimo, ob njih lahko skupaj rastemo. Zato bi bila odgovorna družba morala že zdavnaj doumeti, da bo zagotavljanje enakih zaposlitvenih možnosti za invalide pomagalo ustvarjati bolj pravično, spoštljivo in uspešno družbo. Ravno v tej stavbi parlamenta, bi se morali še posebej zavedati vloge, ki jo lahko z namenom soustvarjanja pravične družbe, zagotavljanja večje socialne vključenosti in zmanjšanje diskriminacije pri zaposlovanju odigrata država in njeni politični odločevalci. Državni svet je in bo tudi v prihodnje s ponosom del te pomembne zgodbe, ki jo bomo družno začeli pisati na današnji dan. Želim vam uspešno in strpno razpravo, ki naj odpre nova obzorja, obradi sadove večje socialne vključenosti in zmanjšanje diskriminacije, s tem pa bo družbi dal še dodaten nov zagon. Hvala lepa. Zahvaljujem se predsedniku Državnega sveta, gospodu Marku Lotriču, za pozdravne besede, ki so zelo sporočilne, in upam, da bomo v tem duhu danes tudi peljali ta posvet. Žal ga moram opravičiti, ker ima že vnaprej dogovorjene obveznosti. Hvala lepa, gospod predsednik, in pa uspešno še v današnjem dnevu. Spoštovani in spoštovane, mi pa prav, da nadaljujemo z današnjim posvetom, in pa predvsem bi želel, da predstavimo projekt Vključen svet, katerega do podrobnosti nam ga bo predstavila in seveda koordinatorka tega, gospa Alenka Vidic Praprotnik, katero vabim za govorniški pult. Glavna problematika, ko ga naslavljamo, kratkoročni, dolgoročni cilji, to bodo
bo tisto, kar boste slišali sedaj iz njenih ust in je zelo pomembno. Izvolite. En lep pozdrav prav vsem. Najlepša hvala, gospod Kastelic, in seveda hvala tudi gospodu Lotriču. Sem zelo vesela, da je prepoznal pomen tudi državni svet, kako zelo pomembno je sodelovanje med različnimi deležniki na tem samem področju. Lep pozdrav seveda tudi vsem, ki ste prisotni, vsi, ki nas spremljate preko televizije. Projekt Vključen svet je projekt za lažje vključevanje invalidov na trg delovne sile. Kreatorje projekta Vključen svet je vodilo v bistvu prepričanje, da je za podjetja vključenost in enakost ključnega pomena za privabljanje in ohranjanje raznolikih talentov, kar pa je bistveno, tako kot je že gospod Lotrič sam omenil, za inovativnost in konkurenčnost. Raziskave po svetu so pokazale zelo jasno sliko. Homogene ekipe niso boljše od heterogenih, raznolikih skupin. Zakaj? Zaradi tega, ker raznolike skupine na mizo prinašajo različne perspektive, različne izkušnje, različne veščine. Poleg tega je večja verjetnost, da si bodo podjetja, ki dajo prednost vključenosti in enakosti, ustvarila tudi večji ugled. Dobro stoječa podjetja seveda pozitivno vplivajo tudi na gospodarstvo, kar pomeni, da bi to moralo biti vedno v interesu tudi same države. Z gospodarskega vidika sta vključenost in enakost pomembni gibali razvoja in pa rasti. Ko imajo vsi člani družbe enake možnosti dostopa do izobraževanja, zaposlitve in podjetništva, prispevajo k ustvarjanju nekih novih idej, nekih novih izdelkov, nekih novih storitev. Kot je gospod Lotrič že sam povedal, inovativnost, produktivnost in gospodarska rast sta rezultat vključenosti zelo raznolikih skupin. Poleg tega lahko zmanjšanje neenakosti pomaga zmanjšati revščino, izboljšati zdravstvene rezultate in pa povečati socialno kohezijo, skratka vse to, kar je pomembno za trajnostni razvoj, za čemer stremimo na globalnem nivoju, na nivoju Evropske unije in seveda tudi na nivoju Slovenije. Invalidi predstavljajo po svetu približno 15% vseh prebivalcev, na EU ravni, bomo rekli. Pri nas statistični urad pravi, od 12 do 13% imamo približno samih invalidov. Zdaj na ravni Evropske unije že dlje časa zasledujemo trajnostni razvoj. In ena izmed ključnih ciljev sveta je, da je treba vključevati raznolike skupine tudi na trg delovne sile in v samo družbo. Ampak raziskave kažejo na evropski ravni zelo problematične številke, če smo čisto iskreni. Več kot 50% invalidov se počuti diskriminirane. Skoraj 30% invalidom grozi revščina in socialna izključenost v primerjavi z 18% nekega povprečnega splošne populacije. Več kot 20% mladih invalidov zgodaj opusti šolanje, medtem ko pri preostali populaciji ta delež pomeni manj kot 10%. Skratka, številke so tukaj izjemno neizprosne. Kje mi vidimo rešitev? Skupaj z Zvezo paraplegikov smo se ogromno okoli tega pogovarjali. Mi vidimo rešitev v eni zgodbi, in sicer v povezovanju med invalidi, med gospodarstvom in pa med samo državo. Kaj dobijo invalidi tukaj? Zagotovo dobijo delovno mesto, za katerega so pripravljeni, sposobni, usposobljeni. S tem lahko dosegajo tudi svoje ambicije. Kaj dobijo podjetja? Izjemno motivirane posameznike. Izjemno motivirane posamezniki, ki želijo sodelovati, prispevati. In zaradi tega tudi rastajo. Kaj dobi država? Ja, rast, bogatejše gospodarstvo in po drugi strani ljudi, ki so zaposleni in so potrošniki, so plačniki davkov. Skratka, za prav vse tri skupine deležnikov je sodelovanje izjemnega pomena. Cilji projekta so jasni. Gre za dolgoročen projekt, za večletni projekt, pri katerem bomo razbijali mite, osveščali splošno javnost, gospodarstvo,
sodelovanje vzpostavili med vsemi 3 deležniki. Povečati želimo zanimanje delodajalcev za zaposlitev invalidov, zato da ne bo več predsodkov in strahu, ampak da bodo točno vedeli, da dobijo odlične sodelavce. Povečanje števila invalidov zaposlenih na delovnih mestih, za katere so usposobljeni. Kot rečeno, razvijali bomo mite, delodajalcem in invalidom ustvarili okolje, v katerem lahko najboljše sodelovanje se ustvari. Program projekta smo v tem ustvarjalci in pa seveda podporniki smo zamislili si najprej za prva 3 leta, potem bomo seveda najverjetneje zgodbo tudi nadaljevali. Ampak če si pogledamo prvo leto 2023, mi bomo zdaj v marcu do maja bomo izvajali veliko število osveščevalnih dogodkov, tako v podjetjih, tako v sodelovanju z vsemi glavnimi deležniki. Izvajala se bo oglasna kampanja, medijska kampanja in tudi raziskava, ker želimo vedeti, kakšno je stanje na trgu delovne sile pri gospodarstvenikih, kakšen je odnos in seveda kakšno stanje vidijo tudi invalidni posamezniki. Nadaljevali bomo potem tudi v letu 24 in 25 in vsakič z neko zgodbo naprej, z nekimi dodatnimi aktivnostmi. Samo raziskavo bomo popeljali skozi vsa ta leta. Tako kot smo mogoče danes že slišali, pa še bomo velikokrat slišali, zagotovo. Pa verjamem, da imate tudi vsi, ki ste tukaj prisotni, podobne izkušnje in podobno razmišljanje. Vključitev invalidov na trg delovne sile in druge vidike družbe privede do večje produktivnosti in inovativnosti. In bogati prav vse. Gospodarstvo, posameznike, družbo, ljudi okoli invalidnih posameznikov, vse. Študije so pokazale, da različne ekipe, vključno z invalidnimi posamezniki, prenesejo edinstvene poglede, izkušnje in veščine. Z vključitvijo teh talentov in sposobnosti podjetja in organizacije postanejo učinkovitejši in konkurenčnejši. Tako kot je gospod Lotrič rekel, tako kot je že gospod Kastelic povedal, danes je prvi korak, točka, iz katere štartamo. Zelo dolgoročnega procesa. In jaz sem zelo, zelo vesela, da imamo na tej poti in pri tem začetku tako močne podpornike, kot jih imamo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospe Alenki Vidic Praprotnik, za predstavitev projekta in ciljev. Seveda o invalidih se lahko pogovarjamo in najvelikokrat v naši družbi se pogovarjajo brez nas in sprejemajo tudi določene odločitve, za katere praktično nimajo povratnega odziva tistih, kateri so namenjeni. In pri vsaki taki dobronamernosti je prav, da smo invalidi vključeni, kajti sami najbolje zaenkrat še poznamo svoje težave in pa seveda ovire, ki se srečujemo v birokratskem smislu ali tako ali drugače. Kaj več mi bo zagotovo povedal naslednji moj kolega Gal Jakič, ki v imenu Zveze paraplegikov bo tudi predstavil svojo izkušnjo. Sam bi samo dodal, preden mu predam besedo, da projekt Ključen svet predstavlja začetek neke dolgoročne kampanje vključevanja invalidov na trg delovne sile. Celoten današnji posvet pa predstavlja izhodiščno točko za začetek osveščanja ključnih deležnikov in splošne javnosti. Kot je že gospa Praprotnikova povedala, prve 3 mesece bodo ključni in verjamem, da bomo z različnih segmentov osvetlili tudi delodajalcem, slovenski javnosti in seveda tudi odločevalcem, da bodo koraki v prihodnje lažji za vse tiste, ki se bodo vključevali na trg dela, ki bodo doštudirali in pa seveda, ki imajo ali pa živijo življenje invalida. Kolega Gal,
tvoja je beseda, kakšni so izzivi, kakšna je tvoja izkušnja in podobno, kajti izvedeti iz prve roke mislim, da je zelo tudi prednost in pa obogatitev tudi današnjega posveta. Hvala. Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo, hvala za to priložnost. Spoštovane dame in gospodje, dober dan. Mene zelo veseli, da predstavljamo ta projekt, ne samo, da se je začel, ampak da se je začel tako, kot se reče, na velika vrata demokracije. Da imamo tukaj danes priložnost, da se pogovarjamo o temi, ki se mi zdi zelo pomembna, in to je zaposlovanje invalidov, predvsem kot temelj tega, da je zaposlovanje invalidov pač pomemben vidik družbenega vključevanja invalidov na splošno. Nažalost je stvar taka, da je zaposlovanje invalidov še vedno bolj redkost kot pa pravilo. K temu vodijo različni kriteriji, ena od njih seveda tudi arhitekturna nedostopnost, mogoče še bolj se pravi še težje pa je dojeti včasih to percepcijo zmožnosti, ki jo ljudje, kako vidijo osebo, ki se vključuje na trg dela, če ta oseba ima neko invalidnost. In v določenih primerih lahko ta percepcija, lahko bi rekli celo mit percepcije ali pa onemogoča zaposlitev invalida na določeno delovno mesto. Da ne bom tukaj govoril samo o nekih splošnostih in krilaticah, pa če sem imel pred kratkim eno izkušnjo, podjetje, s katerim sem že predhodno sodeloval, se je obrnil name, če bi prevzel neko delovno mesto pri njih. Ta ideja mi je bila zelo všeč. Tako jaz kot podjetje smo prišli do nekega načelnega dogovora, da se te zaposlitve dejansko bi se jo dali speljati. Na kar smo prišli do dveh težav. Zaradi arhitekturne nedostopnosti stavbe, pravzaprav jaz ne bi mogel opravljati določenega dela svojih delovnih dolžnosti, ki je bilo predvideno za to delovno mesto, kar je seveda oteževalo mojo možnost, da se na to delovno mesto zaposlim in da delodajalec za to delovno mesto najde konkretnega oziroma kompetentnega v končni fazi delojemalca. Druga stvar, ki so jo izpostavili in ki se bolj dotika te percepcije, je pa ta, da so rekli, da imajo v bistvu težavo. Da imajo težavo, da če na to delovno mesto zaposlijo osebo, ki ima invalidnost, se jim zdi, da ekipa ne bo do enake mere razbremenjena, kot če na to delovno mesto zaposlijo nekoga, ki te invalidnosti nima. Zakaj? Zato, ker so, in jaz mislim, da tukaj pravilno identificirali, da bi ekipa imela občutek, da meni pri mojih delovnih nalogah mora pomagati, čeprav jaz tem pomoči mogoče ne potrebujem ali pa v tistem trenutku niti ne želim oziroma mi ni nujno potrebna za to, da sem na svojem delovnem mestu uspešen. In take stvari se pravzaprav ves čas ponavljajo v različnih iteracijah in različnim osebam, ki smo vključene z invalidnostjo na trg dela. Z tega stališča bi jaz rekel, da je sistem zaposlovanja dober, ni pa idealen. Še vedno se pogosto ali pa celo redno dogaja, da se delodajalci za informacije o ugodnostih zaposlitve osebe na invalidskem vozičku oziroma z drugo obliko invalidnosti obračajo na delojemalce in na njihove pretekle izkušnje na trgu dela. To upam, da bomo s tem projektom presegli. Upam, da bomo drastično povečali število invalidov, ki je vključenih na trg dela. Predvsem me pa veseli, da ta projekt odpira možnost za širšo razpravo, da je vanj vključenih veliko število deležnikov in pa tudi odločevalcev in da imamo s tem projektom možnost, da nekaj dejansko spremenimo. Tako da najlepša hvala. Hvala, Gal, tudi za tvojo izkušnjo, ki si jo delil z nami. Zdaj tudi po vsakem tem našem panelistu bi odprl krajšo razpravo, če ima kdo kakšno vprašanje, kajti v nadaljevanju se nam bodo
priključili oziroma izpostavili tudi svoj pogled strani delodajalcev, ministrstva in na koncu tudi Zavoda za zaposlovanje. Če ima kdo kakšno vprašanje, naj dvigne roko z tega področja ali izkušnje z področja zaposlovanja invalidnosti. Prosil bi, da ta mikrofon pritisnite tam, ko je glas, ja, in se predstavite, da bomo imeli tudi za zapisnik. Igor Miljavec, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica. Ja, res je to, kar je povedal. Mi smo provali pred časom izpeljati en projekt o dejansko zaposlovanju invalidov preko Primorskega tehnološkega parka za slepe in slabovidne. In moram reči, da že v sami osnovi so bile težave pri izvajalcih, kako bojo pač to prenesli slepim in slabovidnim. Jaz sem jim čisto v preprosti stvari rekel, ti naredi svoje in naši bojo pobrali tisto, kar od tebe rabijo. In res, delavnica je bila 3-dnevna in moram reči, da zelo uspešna, ker med nami imamo tudi danes udeleženca in še tudi eno, ki študira. Od 6-7 udeležencev jih je bilo 5 zaposlenih. Jaz sem še zmeraj prepričan, če pravilno pristopimo in predvsem to, kar smo mi že kot društvo z Zavodom za zaposlovanje leta 2010 začeli načrtno delati na področju slepih in slabovidnih in kar smo potem provali pomagati tudi drugim ranljivim skupinam, se ti tabuji razbivajo. Res je to, da dejansko imamo predvsem problem z dostopnostjo, to je prvo. Ravno 2 dni nazaj sem bil tudi na eni takem posvetu za digitalizacijo, kjer sem recimo na področju žensk za digitalizacijo, zaposlovanje opozoril sem, da imamo tudi ženske, ki so invalidke in da tudi to je treba upoštevati. Mislim, da pred nami so neki novi izzivi, drugačni pristopi, tudi digitalizacija je del tega, kjer bomo lahko mi imeli svoje zaposlitve. Drugo zadevo, kjer bi pa tudi opozoril, je vseživljenjsko učenje, kjer smo ga mi že tudi pred 1 desetletjem začeli z Ljudsko univerzo Nova Gorica in kjer smo povezali paraplegike, slepe in slabovidne in smo dejansko imeli dogodek, kjer smo dejansko pokazali, da tudi to je potrebno, da se skozi vseživljenjsko učenje lahko ljudje preobrazijo, pravzaprav pridobijo tisto zaupanje, da dejansko postanemo pomembni. Osnovna zadeva je pa, kot vsi mi govorimo, je pa, da država res nam mora poskrbeti za osnovno dostopnost. Jaz mislim, da bomo potem invalidi tudi sami toliko močni, da bomo lahko se zaposlovali. Hvala. Hvala, Igor Miljavec, za tvoj izhodišče, tvoj pogled. Ima še kdo mogoče kakšno izkušnjo? Kolikor ne, bomo na koncu tudi dali še vedno možnost. Predlagam pa, da se nam pridružijo z vidika naših zaposlovalcev, to se pravi z delodajalcev, in vabim k besedi gospo Nino Ličar z Gospodarske zbornice Slovenije. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, imenu Gospodarske zbornice Slovenije. Hvala za besedo. Tudi jaz lahko rečem, da smo delodajalci, kljub temu, da nismo partner v tem projektu, izredno veseli in zadovoljni, da ste nas prepoznali kot enega ključnih akterjev in povabili, da danes pač predstavimo tudi svoj pogled na problematiko zaposlovanja invalidov. Delodajalci se v bistvu že skoraj 2 desetletji, saj odkar jaz delam, srečujemo s težavami v smislu nedorečenosti, nepreglednosti, nekonsistentnosti zakonodaje in posledično temu tudi s težavami najti tudi strokovno usposobljeno osebo, ki bi delodajalcu znala pomagati, na kakšen način naj se loti tega problema. Jaz sama sem v bistvu v času svoje delovne dobe večkrat predavala o zaposlovanju invalidov. V letu 2019 tudi v okviru Zavoda za zaposlovanje na Evropskem dnevu delodajalcev in potem so me tudi z ministrstva klicali, da jim pomagam konkretne postopke speljati, zato ker so me prepoznali kot, bom rekla, nekega eksperta na tem področju, pa še zdaleč od tega, da bi bila.
Tako da to je v bistvu tisto, kar bi si mi želeli, se pravi transparentno zakonodajo. Vemo, da je v bistvu postopek razdrobljen na več različnih zakonov. Imamo stari, novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, imamo ZZRZI, se pravi zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, imamo ZDRZUP in tako naprej, da ne naštevam. In delodajalci se v množici teh predpisov enostavno izgubijo in izgubijo tudi voljo. Tako da jaz bi tukaj, sem vesela tega sodelovanja, predvsem najprej, da naslovimo neko transparentno, pregledno zakonodajo, da se mogoče pohitrijo tudi postopki, saj vsi vemo, da neka dolgotrajna odsotnost z delovnega mesta ni za nikogar dobra. Ne za delavca, ki se potem čedalje težje vključi v delovni proces, niti za delodajalca, ki mogoče v začetni fazi še neko delovno mesto ima, potem ga pa nima več. Zakaj ne? Zato, ker ni več prosto. Se pravi, delovno mesto mora biti tudi nezasedeno, da ti lahko nekega invalida pač sprejmeš v delovni proces. Seveda se delodajalci največ vprašajo po pomoč tudi na delodajalske organizacije, ko postanejo invalidi zaposleni v njihovem delovnem procesu. In takrat se jim porajajo ogromno nekih vprašanj, ali sodelovati na postopku pred invalidsko komisijo, kako sodelovati. Zdi se jim, da je njihovo mnenje samo sebi namen, da nima neke teže, da ne upoštevajo njihovih predlogov, možnosti. Potem nihče jim tudi ne predstavi oziroma saj povejo, da ne poznajo niti postopkov pred Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, glede prilagoditve delovnega mesta s tehničnimi pripomočki in tako naprej invalidom. Potem, v bistvu, ko pride do same dokončne odločbe zavoda, so pa težave s tem, kaj ustrezno delo je. Saj vsi vemo, ki se s tem ukvarjamo, da ni dovolj samo, da ti preveriš, oziroma da je delovno mesto ustrezno takrat, ko je dejansko ustrezno invalidovi preostali delovni zmožnosti, ampak mora biti tudi ustrezno njegovi usposobljenosti in strokovni izobrazbi. To je pa večkrat težava. Zakaj? Pa vam bom čisto konkreten primer povedala, ker sem ga sama 5 let nazaj imela, ko sem še v gospodarstvu delala, ker sem si zelo prizadevala, da bi nek invalid ohranil službo pri delodajalcu. In invalid je imel na 5. tarifnem delu je delal, se pravi, imel je delovno mesto na 5. stopnji in to delovno mesto bi se dalo prilagoditi njegovim omejitvam. Ampak njegova dejanska izobrazba je bila pa 6. stopnje. In takšno delovno mesto ni ustrezno. On na 6. stopnji ni nikoli delal, vse svoji 30-letni delovni dobi. In s tem je v bistvu njegova višja izobrazba postala problem. Pa boste rekli, ni problem, če invalid sprejme tako zaposlitev, je problem, ko pride inšpektor. Tako da to je v bistvu ena grozna omejitev, ker se v bistvu pri invalidih, jaz razumem, da je imel zakonodajalec namen v bistvu, da bi delodajalec sledil njihovi strokovni izobrazbi, kar je pravilno, ampak dostikrat v praksi se pa to pojavi kot problem. Tako da me veseli, da ste začeli s tem projektom in upam, da bomo pristopili, oziroma da boste pristopili tudi v sodelovanju z nami delodajalci k nekim celovitnim, preglednim rešitvam najprej na področju zakonodaje, seveda s ciljem, da bi se usposobljeni invalidi v čim večji meri vključevali v zdravo delovno okolje. Hvala za besedo. Hvala lepa tudi vam. Ja, velikokrat vidimo tudi iz prakse, včasih tudi delodajalci ne poznajo vseh oblik, možnosti in jih razumemo, kajti njihova primarna naloga je gospodarstvo, dodajanje dodane vrednosti in tudi kadrovski resursi, predvsem pri manjših delodajalcih, niso takšni, da bi se ukvarjali tudi s tem. Zato pri nas, pri Zvezi paraplegikov Slovenije vidim, pri nas dobijo vse te informacije invalidi s strani naše strokovne službe, ki je usposobljena. Zato tudi apeliram tudi na delodajalce, da se obrne na reprezentativne invalidske organizacije, ki poznajo kompleten proces invalida. Za tistega, ki se poškoduje, ali za tistega, ki konča študij, seveda je postopek tudi zaposlitvena rehabilitacija, kjer bi ga pa morali tudi, in verjamem, da jih seznanijo tudi z tem informacijam. Skratka,
Jaz mislim, da je ta posvet neki začetek nečesa boljšega sodelovanja med vsemi akterji, ki mora imeti na koncu enačbo, boljši pa bolj informirani invalidi, ki vstopajo na odprti trg dela. Tukaj se pogovarjamo o odprtem trgu dela. Kar nekaj smo slišali, s kakšnim težavam se ukvarjajo invalidi, ki se zaposlujejo, s kakšnim težavam delodajalci. Verjamem, da je še kakšna težava, da niso bile vse naštete, in prav je, da se nam pridružijo tudi gospa z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospa Porenta, in nam tudi ona da kakšno iztočnico, ki so glavni izzivi tudi ministrstva, kako se bo v spremembi zakonodaje, ki je najavljena, tudi pokojninska in pa zakonodajno-pravna, ta delovno-pravna, da se bo upošteval tudi kakšen naš glas, ki je praktično že nadgrajen z osebno izkušnjo. Izvolite, gospa Porenta. Hvala lepa. Tudi v mojem imenu za povabilo, v imenu ministrstva. Vsak posameznik mora imeti možnost izkoristiti svoj potencial in sodelovati v različnih segmentih družbe, ne glede na to, ali je to iz ranljive skupine invalidov ali ne. Na ministrstvu pozdravljamo to osveščevalno in povezovalno vlogo projekta Vključen svet, ki krepi sistem vključevanja invalidov na trg dela, saj zaposlitev omogoča finančno neodvisnost, socialno integracijo in pa tudi izpolnjevanje ambicij. Vse to pa je seveda izjemnega pomena za slehernika. Na ministrstvu v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje aktivno sodelujemo pri pripravi določenih projektov, preko katerih želimo odpraviti neskladja na trgu dela in zmanjševati ovire zaposlovanja. V vse te programe so vključene ranljive skupine brezposelnih, kjer so invalidi prednostno vključeni. Vsako leto ministrstvo pripravi tudi javni natečaj za podelitev letnih nagrad delodajalcev za dobro prakso na področju zaposlovanja. V sklopu tega javnega natečaja prejemniki prejmejo listine in pa promocijski oziroma pravico do tega promocijskega logotipa invalidom prijazno podjetje. Preko zakonodaje tudi ministrstvo vzpodbuja zaposlovanje invalidov. V bistvu z uveljavitvijo kvotnega sistema so bili delodajalci na nek način zavezani k izpolnjevanju kvote, po drugi strani pa so tudi upravičeni do določenih spodbud, ki jih lahko dobijo, če zaposlujejo invalide. Tako imamo na voljo različne spodbude, kot so subvencija plače, kot so nagrade za zaposlovanje invalidov, kot so prilagoditve delovnih mest, oproščeni PISA-vi prispevki. Trenutno na ministrstvu pripravljamo več projektov. Na našem direktoratu za invalide sta trenutno v pripravi 2 projekta, preko katerih želimo še dodatno spodbuditi zaposlovanje invalidov, predvsem, bom rekla, tudi mladih invalidov. V preteklosti se je že izvajal projekt Prehod mladih, kjer smo skušali mladim s posebnimi potrebami
pomagati pri vstopu na trg dela. Projekt se je izkazal kot zelo dober, zato ga želimo tudi nadaljevati zdaj v naslednji perspektivi finančni. V sklopu načrta za okrevanje in odpornost tudi pripravljamo en ukrep uvajanja prožnejših načinov dela, prilagojenim potrebam invalidov. V sklopu tega projekta oziroma ukrepa imamo predvidene 3 ravni. Ena je nacionalna raven, kjer želimo vzpostaviti spletno platformo kot svetovalno točko, preko katere bomo ozaveščali in tudi možnost bo odgovorov na vprašanja, izmenjava dobrih praks. Potem sta pa še ravni vezane na delodajalce. Predvideno je vključitev invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, 53 teh skupaj, kjer bi v bistvu naredili neko analizo stanja in glede na potrebe in nek individualni načrt in probali tudi uvesti določene spremembe pri delodajalcih. Enako velja tudi za posameznike pri teh invalidskih podjetjih pa zaposlitvenih centrih, kjer bi se tudi naredila neko karierni razvoj zaposlenih invalidov, se jim pomagalo ciljno usmerjeno izobraževati, zato da pridobijo določene kompetence, predvsem tukaj vidimo izziv glede digitalizacije. Izzivi, ki jih vidimo, vsekakor so predsodki delodajalcev zaposliti invalida. Bom rekla, pred časom smo naredili eno pregled stanja, kjer je pokazal, da delodajalci imajo težave bom rekla, oziroma ne delodajalci, zaposleni invalidi, z njimi se je treba ukvarjati predvsem v začetku, pri sami vključevanju na zaposlitev, mogoče tudi pri spremembi nekega delovnega procesa. V nadaljevanju so pa večinoma delo opravljajo samostojno. Ja, so seveda še vedno potrebne kakšne podpore, mogoče tudi iz drugih viditev, ali so to kakšne družinske težave. Druga zadeva, ki jo vidimo kot izziv, pa je tudi staranje prebivalcev in seveda tudi staranje invalidov. Raziskava je namreč, oziroma statistika kaže, da je trenutno bilo ob koncu leta 2022 med vsemi brezposelnimi invalidi kar 63% starejših od 50 let. Na Zavodu za zaposlovanje je bila v prejšnji teden objavljen en javni poziv delodajalcem glede vključevanja, to se pravi, kjer bojo prednostno vključeni ravno brezposelni starejši od 50 let. To je priložnost zame, program Priložnost zame, kjer bo ministrstvo namenil 3,5 milijone sredstev za izvajanje tega programa v obdobju 2023-2024. Veseli nas, da smo tudi mi del te kampanje, bomo odprti za vse potrebne vaše težave in bomo skušali narediti, kar se da v naši moči, za to, da skupaj pridemo do čim večje zaposlitve,
da bojo delodajalci videli v invalidu potencial, da to ni oseba, ki jo morajo zaposliti zato, ker imajo predpisano kvoto invalidov, ampak da bojo enostavno videli v njih kvalitetno osebo, ki lahko močno doprinese k napredku v njihovem podjetju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospe Porenta, za njen prispevek. Tudi sama, ko je menila kvotni sistem, tudi sam si želim, da kvotnega sistema ne bi bilo. Kajti takrat bomo šele vedeli, da smo invalidi enako cenjeni v družbi na področju zaposlovanja. In mogoče je tudi tukaj začetek tega konca. Ko smo pri kvotnem sistemu, po nekih podatkih, ki so mi znani, je pa daleč najslabši zaposlovalec ravno javni sektor. Najmanj invalidov je zaposlenih na tem področju, tako da metla čaka v kotu, da pometemo pred svojim pragom. Predlagam, da gremo naprej in pa seveda verjamem, da je direktorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, gospa Greta Metka Barboš-Krbinc, spremljala to dozdajšnjo razpravo. Oni imajo pa tudi dobro statistične podatke z tega področja in bo osvetlila tudi iz tega vidika, pa kaj s čim se največkrat, s kakšnim težavom se srečuje tudi na Zavodu za zaposlovanje, ko skušajo invalida tudi opolnomočiti in pa seveda animirati zaposlovalca, da ga sprejme v delovno razmerje. Izvolite, beseda vaša. Pozdravljeni. Najlepša hvala, predsedujoči, za povabilo in za besedo. Spoštovane državne svetnice, svetniki, spoštovani predstavniki invalidov, invalidskih organizacij, spoštovani gostje. Lepo vas pozdravljam v imenu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki je danes že bil kar nekajkrat omenjen kot en pomembnih deležnikov, če ne ključen, na področju vključevanja invalidov v zaposlitev na trg dela. In v vsem svojem kratkem nagovoru bi želela povedati, kakšna je naša vloga v tej podporni mreži in tudi, kaj bomo mi prispevali v ta projekt, ki je danes pričel se izvajati. Kot je gospod predsedujoči že povedal uvodoma, res Zavod je pomemben deležnik na področju pomoči invalidom, predvsem z vidika zaposlitvene rehabilitacije in vključevanja invalidov na trg dela v zaposlitev. Seveda vemo vsi, da je zaposlitev visoko na lestvici vrednot, prioritet tako posameznikov kot tudi družbe in to velja seveda tudi za invalidne osebe. Zaposlitev pomeni ekonomsko samostojnost, pomeni vključenost v družbo, pomeni možnost, da sami upravljamo, kreiramo svoje življenje, seveda ob pomoči asistentov in tako naprej. Ampak zaposlitev je zelo, zelo pomembna. In na podlagi dolgoletnih izkušenj na tem področju smo seveda globoko prepričani, da ta skupina oseb zna, zmore in tudi hoče aktivno sodelovati pri razvoju ustvarjalne, vključujoče, pravične družbe. Ker jo seveda sestavljajo posamezniki, ki smo zelo različni, ki pa premorajo ogromno znanja, kompetenc, izkušenj, idej, razmišljanj, s katerimi lahko pomembno obogatijo našo družbo. Kot veste, se v zadnjem času zelo močno govori, kako nizko brezposelnost imamo, da poteka bitka za kadre, da poteka bitka za talente. In seveda so tudi invalidne osebe, kdaj, če ne zdaj, več kot dobrodošle, da se prepozna njihov potencial in da se jih vključi aktivno v družbo in se jih zaposli. Seveda je pa za to potrebno kar precej naporov.
Že ostale brezposelne osebe, posebno tiste, ki so dolgotrajno brezposelne, odmaknjene od trga dela, potrebujejo veliko pozornosti Zavoda za zaposlovanje, veliko aktivnosti, tako pri prepoznavanju potencialov, motiviranju, aktiviranju, pomoči, kako najti ustrezno delovno mesto. To ni preprost proces, to je kar zelo strokovno zahtevna zadeva. In tudi na področju invalidov je podobno. Se pravi, da ta potencial te skupine prepoznamo, potrebujemo dejansko celoten spekter enih rešitev, storitev in pa to podporno mrežo, stabilno podporno mrežo, ki omogoča kakovostno vključevanje invalidov na trg dela. In seveda en del te mreže za to populacijo brezposelnih invalidov seveda so naši rehabilitacijski svetovalci na Zavodu za zaposlovanje. Kot ste rekli, zakonodaja je razdrobljena, ampak naš ključna zakonodaja je Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in to je del temeljne dejavnosti zavoda. Se pravi, ocenjevanje invalidnosti, vključitev v proces zaposlitvene rehabilitacije je proces, ki zahteva, kot sem že rekla, določene strokovno znanje, usposobljene reha svetovalce, ustrezno izobražene in organizirane strokovnjake. In ves ta napor, ki ga zavod in ostali deležniki in vsa podporna mreža pač nudi v področju zaposlovanja invalidov, moramo reči, da je že do zdaj v okviru tega omenjenega zakona, tudi kvotnega sistema, ki je bil omenjen, različnih oblik podpornega zaščitnega zaposlovanja in seveda tega strokovnega dela in naporov, se kaže v kot dokaj stabilnem stanju na področju zaposlovanja invalidov. Kot zanimivost, ne vem, če danes še ni bilo povedano, ampak je res, so invalidi edina ciljna skupina, ki je pač na Zavodu za zaposlovanje med brezposelnimi, kjer tudi v času epidemije ni bilo zabeleženo povečanje števila prijav v brezposelnost in je število brezposelnih invalidov se pravzaprav ni povečevalo. Zaposlitve pa tudi ne. Tako da kljub tem negotovim časom epidemija, post-covid in tudi energetska kriza in ta negotovost na gospodarskem področju, še vedno vsi podporni ukrepi in stroka vseeno drži ta nivo zaposlenosti še kar visoko. Seveda je pa vsaka stvar lahko tudi boljša. In točno to danes nagovarjamo. Ker kljub tem dobrim izkušnjam je in veliko delodajalcev, ki so seveda ta potencial invalidnih oseb prepoznali in te osebe uspešno vključili v svoje delovne procese, o čemer so večkrat tudi povedali svoje zgodbe, pa še vedno obstajajo ovire in tudi predsodki, kot so danes že bili omenjeni. In to, jaz mislim, da kar na obeh stranih. Včasih na strani tudi invalidnih oseb, predvsem pa tudi verjetno pri delodajalcih. In zato na Zavodu za zaposlovanje res zelo pozdravljamo tako ta posvet, kot tudi to medijsko kampanjo z zgovornim naslovom Vključen svet. Kot je gospa koordinatorka projekta povedala, bo ta projekt prispeval k koristim za vse strani, se pravi win-win-win. Koristi tako za delodajalce, ki bodo bolj motivirani, da bodo ta potencial znali prepoznati, tako invalidom, ki bodo seveda z večjo vključenostjo zaposlitev našli tudi svoje delovna mesta za svoje usposobljenost in kompetence in tudi večje zaposlenosti na splošno, se pravi k dobrobiti celotne družbe. Na koncu bi samo še par besed povedala, kaj bomo mi kot zavod prispevali v projekt, kot partnerji. Seveda bomo nudili vso to svoje strokovno znanje, izkušnje naših strokovnih sodelavcev, široko ponudili vsem zainteresiranim deležnikom, kot naprimer v teh oblikah delavnic delodajalcem in tudi njihovim kadrovskim strokovnjakom. Kot je gospod predsedujoči rekel, je informacija danes tudi ena zelo pomembna stvar. V tako zelo informatiziranem svetu je prava informacija blago, mislim, je vrednota in si bomo tudi mi prizadevali, da bodo te informacije tudi na pravilen način posredovane. Potem prispevamo te ambasadorje projekta, ki so jih pač naši sodelavci prepoznali v teku svetovanja in obravnave invalidnih oseb.
Tekom projekta bomo mi vse aktivnosti zavoda na tem področju tesno povezovali z projektom in tudi preko naših informacijskih kanalov bomo promovirali dogodke in podajali informacije tako širši javnosti, kot tudi zainteresirani javnosti. Mi posodabljamo tudi naše kanale, tudi našo spletno stran smo pred kratkim tudi tehnično posodobili, tako da mislim, da postaja tudi berljiva za slabše videče osebe, se pravi, gremo tudi v tej smeri naproti in upam, da bomo z temi našimi aktivnostmi pripomogli k večji zaposljivosti. Jaz bi s tem končala, vsem vključenim želim uspešen začetek tega in izvedbo projekta in pa seveda čim več vključitev v zaposlitev, tako da bomo na koncu tega projekta lahko se pohvalili z tudi dobrimi rezultati. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Barboš Krbinci iz Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Zdaj smo dobili različna mnenja, različne vidike. Zdaj bom tudi sam predal vam, spoštovane in spoštovani v dvorani, da vkolikor koga še kaj zanima z tega področja. A veste, zaposlitev invalida ni samo ena kljukica, ki jo pravi zaposlovalec in pa seveda ustrezne službe, ampak to je pomembno tudi za eksistenco invalida in posledično za našo neodvisnost. Zakonodaja, ki se pripravlja, pa ki je bila v preteklosti sprejeta, naj vas opozorim, da področje invalidskega varstva in socialnega varstva, ki je nekako povezan, v slovenskem prostoru obravnava invalida v 72 zakonih. A veste, da se mogel vsak že pravnik roditi, da bi to samo obvladal, kam pogledati. Zakonodaja mora biti bolj motivacijsko naklonjena vsem tistim invalidom, ki se želijo zaposliti. Bolj kot tistim, ki pa seveda želijo biti v okvirju socialnih transferjev. To je tudi eno čisto človeško dejstvo. Seveda tukaj bo potrebno veliko narediti tudi zaposlitveni centri, poklicna rehabilitacija, da se družba spreminja in tudi na tem področju te ustaljene prakse niso vedno spodbudne za invalida. Jaz mislim, da na tem delu zakonodajnem se odpira zdaj predvsem pokojninska zakonodaja. Ta zakonodaja se je na področju pokojninskega varstva spreminjala velikokrat. Premnogokrat, če mene vprašate. Na področju invalidskega varstva pa smo stagnirali in smo še vedno nekje 20 let za nami. Ampak je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Oba skupaj in oboje se bo skupaj spremenilo. In tudi tukaj, ko se že pripravlja zakonodaja, predvsem tu apeliram na gospod Porento iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da je ta vidik potrebno posebej osvetliti, ampak, kot sem že prej dejal, tudi s strani invalidov. Tukaj imamo močne reprezentativne invalidske organizacije, Nacionalni svet, Svet za invalide Republike Slovenije in dostikrat vidim v tem zakonodajnem telesu, kot je Državni svet, da pride spisano vse lepo na naše mize, novele, osnutki zakona. Ko povprašam, kdo je kaj sodeloval zraven, je ponavadno vse o invalidih brez invalidov. Zato je tudi to en glas, da se upošteva tudi tiste ljudi, za katere se zakonodaja pripravlja, oziroma mnenje tistih ljudi, za katere se zakonodaja pripravlja. Pa da ne bom čist samo govor imel tukaj na koncu, mislim na koncu teh panelnih predstavitev,
pa izzivam vas tukaj v dvorani, mogoče s kakšno vašo izkušnjo in pa seveda tudi, kako vidite, kateri segment tega področja, na področju delodajalcev, na področju Zavoda za zaposlovanje in ministrstva, vidite njihovo vlogo pri tem ključnem reševanju, da bo to v prihodnosti boljše. Ja, tako. Lep pozdrav, moje ime je Nino Vatagel, član Zveze paraplegikov. Čez sam proces same zaposlitvene rehabilitacije in vseh postopkov, ki so vezani na to, sem šel, mislim, da kakšnih 6-7 let nazaj. In to se od zdaj še vedno ni spremenilo, da je to še vedno zelo dolgotrajen postopek, ki ti vmes tudi ubije željo po temu, da bi sploh želel delati. Delodajalce tudi ubije željo, da bi te naprej zaposlil. Kljub temu, da dobi neke stimulacije, kljub temu, da bi jaz rekel, da nekako zakon je tako zasnovan, da je zaposlitev invalida za delodajalca zelo spodbudna in veliko dobi, ne? Praktično to je zastonj zaposlitev, če črto potegnemo, ampak sami postopki, ki pa so potrebni za to, da se vse to zgodi, so pa, upam, da na poti, da se s tem projektom skrajšajo, da se poenostavijo, ker da moraš ti kot delodajalec ali kot želen po zaposlitveni rehabilitaciji in službi prebrati en kar debel učbenik, kako se lotati tega. Mislim, da to ni bila prava pot in je čas, da se to kar poenostavi. Glede samega pogleda delodajalca na zaposlovanje, zase bi rekel, ne vem, osebe z izkušnjo gibalne oviranosti, bi pa rekel, da je predvsem na tebi odvisno, kako se njemu izkažeš. Mogoče na začetku je treba kaj več pokazati, ampak konec koncev, ko je delo narejeno, smo pa vsi zadovoljni na koncu. In mislim, da nove generacije delodajalcev tudi gledajo predvsem na storilnost in ne toliko več, da je zaposlovanje invalida ovira. Hvala. Hvala, kolega Nino, tudi za tvojo iztočnico. Gospa Leja Kovač iz Zavoda. Oziroma je prav, da najprej. Prav. Ja, hvala lepa za besedo, lep pozdrav. Moje ime je Primož Jeralič, član Zveze paraplegikov in pa tudi zaposlen pri Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije. Jaz imam kar dolgoletne izkušnje z različnimi zaposlovalci, tako da lahko izhajam tudi iz svojih izkušenj, tako da bi se zahvalil gospodu Danetu Kastelcu, ko je povedal glede kvotnega sistema. Dejansko kvotni sistem je pesek v oči, namreč zgodilo se mi je, ko sem bil kompetenten za zaposliti na določenem delovnem mestu v zelo dobri stoječi firmi, je bil odgovor zaposlovalca, da oni so izpolnili kvotni sistem, da ne rabijo invalida. Tako da to je ena izmed teh. Druga zadeva, stvar je večplastna, zaposlitev je, dajmo reči, nek končni cilj. Stvar je pa večplastna, zakaj govorimo o več plasteh, zato ker začne se pri izobraževanju. Objekti so nedostopni. Moramo se zavedati, da srednje šole so tiste, ki izstopajo, so nedostopne in dajte se predstavljati mladostnike, najstnike, ki se razvijajo v neko odraslo osebo in morajo poriti po stopnicah hoditi v učilnice. To jim da neko etiketo in zaradi te etikete marsikateri se odpove tudi izobraževanju naprej, kar smo tudi prej slišali. To so izkušnje iz terena, to ni blef. Drugi problem je dostopnost javnega transporta. Večina naših sotrpinov, bom tako rekel, na vozičkih, slepih, slabovidnih in naprej, se srečuje z nedostopnim javnim transportom. Se pravi, je v začetku zaposlovanja, nima še nekih finančnih transferjev, ki bi mu omogočali nakup lastnega vozila oziroma da bi si nek tak prevoz zrihtal, ima nedostopen javni transport, ne mora priti iz točke A do točke B. To je drugi problem. Tretji problem pa ni problem, ampak je dejansko želja nas, invalidov, mi si želimo delati. Mi smo sposobni,
Mi smo tudi izobraženi in ta poklicna rehabilitacija je predolga. Nekdo, ki je izobražen, ki je že imel izkušnje in potem gre skozi proces neke rehabilitacije poklicne. Glejte, mrzdo v tem času diplomira, preden se spet usposob za neko delovno mesto. Tako da ta postopek je treba pohitriti. Človeka je treba motivirati, da se čim prej vrne nazaj, da se počuti vključenega, da se počuti sprejetega, da daje nazaj svoj know-how, ki ga je dobil skozi neko šolski proces, skozi neko znanje, skozi neke izkušnje. In to so stvari, na katere je treba gledati. Mi invalidi ne želimo biti problem. Poglejte, nas vabijo podjetja, da mi motiviramo njihove delavce skozi neke govore, skozi neke zgodbe. Pa mi nismo dovolj dobri, da bi bili zaposleni. A se vi hecate? Vi, če boste zaposlili, oziroma če bo delodajalec zaposlil nekoga na delovnem mestu, verjemite, da se bo izkazal. Mi ne bomo problem tehnološki višek na bolniških in tako naprej. Mi bomo grizli do zadnjega in to se je treba zavedati. Zaradi tega, ker se tudi zavedamo, da je mogoče to zadnja možnost, ker smo se nekje zaposlili. Ne zamujamo v službo. Malce gremo 30 minut, ne 45. Ne hodimo na kavice brez veze. Ampak smo tam zaradi tega, da bomo svoje delo naredili. Ne nazadnje se želimo izogniti tudi temu socialnemu problemu, ker vemo, da invalidi smo temu podvrženi, smo prej slišali statistiko, ne želimo biti del statistike in pa na plečih države. Želimo si prislužiti tudi tisti penzion, po domače rečeno. Tako da jaz upam, da se bo tle kaj spremenilo. Neki zakoni so napisani, ampak tako kot je gospod Dane izpostavil tale zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, oziroma oprostite, ampak ta je že predpotopni, tako da bi na vas apeliral, dajte narediti nekaj na tem. Mi smo tukaj tudi kot nacionalni svet, zastopnik 25 prostovoljno včlanjenih organizacij invalidskih, krovnih, zastopamo 118 000 invalidov in verjamem, da nas boste tukaj tudi zraven vključevali in pa da boste tudi poslušali izkušnje in pa znanje tudi z naše strani. Tako da hvala lepa. Hvala lepa. Kolegu Primožu že prej vmes je izrazil željo, da se oglasi tudi v diskusiji gospod Marko Mikulin, pa se opravičujem, ker nisem opazil prej. Izvolite, beseda je vaša. Takže, okay. Ja, pozdravljeni. Marko Mikulin. Jaz pa bi rekel, da sem imel pozitivno izkušnjo glede zaposlitvene rehabilitacije. Sicer sem se vključil več let nazaj, pomembno se mi je zdelo, takrat sem, bi rekel, proaktivno poiskal delodajalca v neki večjem podjetju, oddelek marketinga, dveh različnih oddelkih. Ampak sem potem videl, da si želim drugačno, da si želim fleksibilnosti, da si želim drugačnega dela. Tudi to se mi zdelo pomemben mehanizem, da je možnost usposabljanja na delovnem mestu. To je na različno količina, koliko mesecev ima nekdo na voljo, glede na seveda to, kar oceni potem Zavod za zaposlovanje. Ampak to mi je dalo možnost, da sem spoznal sebe, da sem videl, kaj je zame, kaj ni zame, ampak ta izkušnja me je obogatila. In potem čez 2 leti potem, lahko rečem 3 leta nazaj, je dozorela odločitev, da gremo samo zaposlitev, oziroma to je bila že želja prej. In sem poiskal zasebni zavod, ki me lahko pri tem podpre, kjer lahko tudi izrazim svoje talente in sem v tem času tudi se izobraževal in se še izobražujem v Italiji, da lahko delam to svetovalno delo, to, kar delam. In lani avgusta sem odprl svoj SP s temi podporami države in tem. In jaz moram vseeno pohvaliti Uri Soča in mojega, bi rekel, rehabilitacijsko svetovalko na Zavodu za zaposlovanje Nova Gorica in invalidsko podjetje Posoče, ker so bili fleksibilni, so verjeli vame, so tudi, hkrati pa je tudi bilo na meni, da sem jaz bil proaktiven, da sem jaz komuniciral, da sem jaz izražal, kje so težave, kje potrebujem podporo. Tako da, kot vas je več omenilo danes, je
vedno je več stebrov, ne. So tukaj invalidi, pač nekdo, ki si želi zaposlitve ali pa samo zaposlitve, je država, so inštitucije in potem je pač tisti, ki prejema te storitve, proizvode, karkoli že pač mi ponujamo, ne. Sej tudi nekdo, ki se zaposli, enako ponuja sebe, svoje storitve. In tako da, jaz grem naprej v tem, bi rekel, kot slep, jaz ne čutim tega, ker zdaj delam s starši, otroci, tudi pomagam svetovanjem pri odločitvah določenim, kjer so neke ključne odločitve ali karierne ali pa tudi poslovne. To želim, da je neka ključna usmeritev moja za naprej. In ne vidim tega, niti ne izpostavljam te invalidnosti, ne vem, slepote, ker meni to ni bistvo. Tudi ko se vozim, recimo jaz lahko, nekdo, ki je na vozičku, ne more se zmeniti, ne vem, preko aplikacije prevozi in gre. To jaz možnost imam. Ampak jaz tudi, ko to grem iz kraja v kraj, jaz ne izpostavljam. Jaz sem vedno, v prvi vrsti sem Marko Mikulin. Jaz sem človek. Potem lahko v pogovoru izpostavim svojo slepoto, slabovidnost, kakorkoli, ker je to v drugem planu. Ampak tisto, kar jaz dajem, ponujam, kakorkoli, meni se zdi to ključno. Se mi zdi pa zelo pomembno, ker ena od nalog mojega dela je tudi poslušanje, kar je izpostavila gospa Ličar iz Gospodarske zbornice Slovenije. Ne bo šlo pri tem projektu samo za ozaveščanje, da bi prišlo do večje zaposlitve, ampak tudi cel nabor težav, izzivov, ki jih je izpostavilo gospodarstvo. Kje so težave v sami mogoče zakonodaji, postopkih. Tako da jaz vidim ključno vlogo tudi projekta poslušanje eden drugega in potem iskanje rešitev. Ker pač v končni fazi delodajalci so tisti, ki se odločijo potem za zaposlitev in mislim, da je tukaj ogromno možnosti, da pride do zaposlitve, da razumemo, na kakšen način lahko nekdo dela in predvsem, kje so rešitve. Bi še to rekel, ker je gospod Miljevc prej omenil na začetku, jaz sem bil udeleženec tiste delavnice podjetništva za slepe in slabovidne. Podpiram zaposlitve invalidov, ampak tudi podjetništvo, ker se mi zdi, da lahko na tak način tudi še bolj enakovredno vstopaš s svojimi znanji, storitvami do gospodarstva, javnega sektorja in ostalo. Tako da oboje, zaposlovanje in samozaposlovanje, se mi zdi pomembno, ta znanja. In še to bi rekel za zaključek, všeč mi je bilo, ko sem prebral to vabilo, ker omenja ne samo zgolj, da je mesto dostopno, delovno mesto, pa predvsem, da je dobro plačilo in tako, ne samo zaposlitev, ne. Ampak da smo invalidi oziroma oseba, ki ima neke drugačne okoliščine, da je potrošnik, da je nekdo, ki plačuje davke. Jaz mislim, da noter v globini človeka vedno vsak si želi delati, želi biti aktiven. V današnji družbi, ki je zelo kompleksna in si želi inovacij, si želi blaginjo, vsak si jo želi, je potrebno izobraževanje in to stane. In če nekdo ni zaposlen, če je nekdo invalidsko v penziji ali če je nezaposlen na socialni podpori, si bo ta izobraževanja zelo težko privoščil in je to že v štartu v taki sodobni družbi, kot smo zdaj, in si jo želi tudi gospodarstvo, sposobni ljudi, je to zelo težko doseči. Zato mi je bilo všeč, da je to, smo enakopravni v smislu, enako trošimo, si želimo sanjati in želimo priložnosti. To je to. Hvala. Hvala lepa. Marko, bravo. Hvala tudi, se pravim, Marko, tudi za njegovo razmišljanje. Imam mogoče, Igor, izvolite. Ja, mislim, že dosti je bilo povedano z moji predhodniki, mogoče bi upozoril na dve tudi ključni zadevi,
to so, kar je bilo izpostavljeno, inšpekcije, ker na koncu, kadar pridemo potem pri prilagoditvah, je inšpekcija tista, ki dela težave. Druga zadeva je pa tudi mogoče, zakaj pa moramo uporabljati besedo invalid. Se na koncu na trgu delovne sile smo vsi enakopravni. Zelo zanimiva je tudi medicina dela, ki marsikdaj preprečuje, kljub temu, da imamo kakršnekoli izobrazbe. Jaz imam čist tudi primer iz naših vrst, ki je dejansko naredila oseba fizioterapijo in je medicina dela ni dovolila opravljati tega dela. To se pravi, da so take birokratski problemi večkrat zelo omejujoči in mislim, kot so vsi moji predhodniki rekli, da bi se to dalo zmanjšati, ker smo enakopravni povsod. Tudi med invalidi je toliko oseb, ki ne želi delati, ampak večina želi delati, želi biti dejansko, bi rekel, enakopravna na tržišču dela, kar tudi dokazujemo. Vemo, da imamo med sabo zelo uspešne ljudi, kar ti, recimo, če pogledam prav politiko našega društva, k nam se vključujejo mladi, ki želijo delati, ki želijo imeti podporo. Mi smo se pač kot društvo odločili, da smo prvi v Sloveniji zaposlili tiflopedagoga, kar je zelo pomembno pri, bi rekel, servisiranju invalidov, ki potrebujejo strokovno podporo tam, ko so pač na delovnih mestih in na koncu res spet tudi mi prihajamo vsi invalidi za tiste, bi rekel, klasične napake pri prilagoditvah, ki tle ne porabimo, ne potrebujemo dovolj, mislim, ogromno denarja, ampak samo dobro voljo, pravzaprav poslušanje drugega. Hvala. Hvala tudi Igorju za njegovo mnenje. Ima še mogoče kdo iz sfere? Ja, izvolite. Torej, pozdravljen še z moje strani, Sašo Gerečnik, direktor družbe Procol d.o.o. Ne glede na to, da smo našo družbo ustanovili šele v začetku meseca novembra prejšnjega leta, pa bi mogoče z vami delil primer naše dobre prakse, kar se nam zdi, pa upam, da bo katera oseba v tej dvorani potrdila naše stališče. Torej, mi smo v to zgodbo šli, v Podravski regiji smo odprli kontaktni center, v katerem dejansko od začetka oziroma začetka lanskega leta intenzivno smo iskali kader iz naslova, se pravi, invalidnih oseb. Trenutno zaposlujemo 5 invalidnih oseb, od tega sta 2 gibalno ovirani, 2 slabovidna in 1 oseba preko zaposlitvene rehabilitacije. In ravno to, kar je bilo prej povedano, se pravi ta motivacija, ta energija, čisto iskren bom, mi smo šli s tem le z enim takim rahlim dvomom. Ampak ko so te osebe se nam predstavile, ko smo mi ponudili priložnost, da pridejo v enem dnevu spoznati ekipo, spoznati naš delovni proces, je to ena čisto druga sfera, se pravi, vsi dvomi so se zblinili. Te osebe, bom rekel, so nam dale nek nov zagon, novo energijo, tudi motivacijo, se pravi, naredile so nas enostavno boljše, kvalitetnejše, pa še bolj so povezale samo ekipo, ki je že prej obstajala. Tako da ob selitvi v te nove poslovne prostore dejansko smo predvideli vse omogočene dostope, se pravi, imamo omogočen dostop za gibalno ovirane. To so res eni prostori, ki, bomo rekli, se v njih počutimo kot doma. Vemo, da smo na delovnem mestu nekako polovico dneva in stremimo k temu, da se vsi naši zaposleni, ne glede na to, ali je to recimo oseba z odločbo ali brez, počutijo domače, počutijo takšne, da se k nam radi vračajo in samo na podlagi tega dobimo osebe, ki so dobro motivirane, in s takšnimi osebami lahko dejansko naredimo velike rezultate. Hvala. Hvala, gospod Gerečnik, za vašo pozitivno izkušnjo, ki ste jo delili z nami. In še, gospa, izvolite, beseda je vaša. Ja, lepo pozdravljeni in res vsem skupaj en lep dober dan. Prihajam iz invalidskega podjetja Želva, tam sem direktorica že zadnjih 10 let oziroma sem zaposlena v tem invalidskem podjetju praktično že skoraj več kot 20 let. Želela bi povedati mogoče še moj vidik in sicer kot direktorica gospodarske družbe in kot delodajalka.
Glejte, Želva je bila ustanovljena pred 30 leti na predlog Zavoda za zaposlovanje in ves ta čas zaposlujemo invalide in trenutno imamo zaposlenih skoraj 300 nas je v tej Želvi, ampak od tega več kot polovico invalidov. Res je, da so naši invalidi verjetno res, moram poudariti, neverjetno, ampak res ne izhajajo iz vaše organizacije, torej Zveze paraplegikov, ampak iz vseh drugačnih organizacij invalidskih pa absolutno imamo različne vrste zaposlenih. Še posebej mogoče moram izpostaviti tudi dejstvo, da niso vsi samo delovni invalidi, ampak tudi osebe z lažjo duševno motnjo. Kaj bi rada povedala? Predvsem to, da glede na to, da smo iz majhne gospodarske družbe prišli v srednjo veliko podjetje in da imamo res eno celo paleto dejavnosti, kamor se trudimo vključevati invalide. Zakaj sem izpostavila besedo trudimo? Verjemite, da posle, ki jih na trgu moramo pridobivati kot invalidsko podjetje, težko je dobiti posle na trgu, težko je dobiti delo za invalide. Zagotovo pa potem, ko iščemo naprej tudi zaposlene, velikokrat težko dobimo tudi invalide. Ne narobe razumeti, ampak invalidi ste morda, oziroma bom namenoma izpostavila to besedo, velikokrat morda tudi malce preveč plašni. Tudi z vaše strani velikokrat pričakujemo kakšno inicijativo in prav vesela sem, da sem danes slišala vse drugačna mnenja kot pa običajno. Tako da pozdravljam tale projekt in res bom vesela, če bomo tudi mi kot delodajalci in nazadnje kot invalidska podjetja lahko uspešno sodelovali zraven. Samo še nekaj mi dovolite, kvotni sistem, ki je bil že danes dvakrat omenjen oziroma ki je bil izpostavljen kot morda negativen z nekim negativnim predznakom. Glejte, za nas je kvotni sistem izredno pomemben, tako kot sem vam že rekla, težko je dobiti delo in kvotni sistem je eden izmed instrumentov, s katerim praktično si na trgu odpiramo pot, da dobimo posle in da potem tudi zaposlimo invalide. Toliko bi jaz, hvala lepa za besedo in za poslušanje. Hvala lepa tudi za vašo razpravo. Prosil bi, da se izklopite. In naslednjo vabim k besedi gospo Lejo Kovač, ki pa sam iz osebnih izkušenj poznam, dolgoletna poznavalka tega področja, tudi preko Sveta za invalide Republike Slovenije. Gospa Leja, izvolite. Hvala lepa, predsednik. In hvala vsem, ki ste danes z vsemi delili svoje izkušnje, takšne ali drugačne. Mislim, da je skupni imenovalec ali pa nekaj, kar lahko potegnemo iz vsega tega to, da ste tako invalidi kot tudi delodajalci dve zelo, zelo heterogeni skupini. Tako da med invalidi imamo pravzaprav tudi tiste, ki znajo, zmorejo in hočejo in verjamem, da to velja za večino njih, za večino vas. Nekateri pa pri tem morda potrebujete nekoliko več spodbude in ta pravo okolje. Enako velja pa tudi za delodajalce. Dostkrat slišimo zgodbe o delodajalcih, ki gredo zgolj samo v pozitivno ali samo v negativno. Prava resnica je, da je pravzaprav zgodba vedno večplastna in se je na tak način tudi treba lotiti. Zaposlitvena rehabilitacija sigurno ni edina stvar, ki vpliva tako ali drugače na končni izid zaposljivosti invalidov in njihovega števila na trgu dela. Ravno tako kvotni sistem ne. To so samo delne rešitve, ki lahko tudi dobro vplivajo, če se vsi skupaj zadeve lotimo na pravi način. Danes smo slišali nekaj zgodb. V rehabilitacijo je na letni ravni, v zaposlitveno rehabilitacijo pri nas na zavodu vključenih več kot 2000 oseb. In tukaj bi lahko slišali 2000 različnih zgodb o tem, kako je potekalo. V povprečju traja 3 do 6 mesecev, kar pravzaprav je glede na zakonske možnosti, to je nekje tam do 2 leti vključitve,
podpovprečno trajanje, ki se seveda vedno ne izteče in ne zaključi z zaposlitvijo. Zakaj ne? Zaradi tega, ker se tudi potrebe delodajalcev spreminjajo in v tem smislu se je treba zavedati tudi vloge, ki jo ima Zavod za zaposlovanje na trgu dela. Mi smo posrednik med ponudbo in povpraševanjem. In trendi, ki so prisotni sicer na trgu dela, to pa je zaposlovanje za določen čas, tudi vplivajo na potek zaposlitvene rehabilitacije in vplivajo tudi na izide v zaposlitev. Naša izkušnja je, da se pravzaprav invalidi vedno znova vračajo, ravno zaradi tega, ko gre za zaposlovanje za določen čas, znova vračajo k nam in v povprečju v 5-7 letih osebo večkrat vključimo v zaposlitveno rehabilitacijo. Tako da tukaj lahko govorimo o takšnih in drugačnih zgodbah in primerih in z prakse. Tisto, kar se mi zdi pa, da je zelo pomembno in kar lahko delimo pri iskanju morda nekih bolj univerzalnih rešitev na celotnem sistemu na področju invalidskega varstva, se pravi na področju pokojninskega, invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, ne nazadnje, je pa ravno ta celostni pristop. Invalidnost je tako kot tudi življenje izjemno kompleksna, večplastna. Zadeve se ne moremo lotiti, ne vem, samo z pravnega, samo z ekonomskega ali samo socialnega vidika, daleč od tega ne. In menimo, da medicinski model, na katerem temelji v bistvu celotna ocena v okviru pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, predstavlja samo en delček tega, ki ga je po naših izkušnjah potrebno nadgraditi z nekim celostnim pristopom. Ne. In ta celostni pristop potem pripelje do tega, kar je gospod Marko Mikulin povedal, da iščemo in gledamo človeka. Kaj on zna, kaj zmore, kaj hoče in da se mu takrat potem z določenimi podpornimi storitvami, ki pa seveda morajo izhajati iz njegovih usmeritev, iz njegove motivacije, iz njegovega poslanstva v končni fazi. Stroka mora biti toliko fleksibilna, da se temu lahko prilagodi. Tako da vsekakor v prihodnje pri kakršnem koli posodabljanju sistema, tako ugotavljanja, ocenjevanja, spremljanja invalidnosti, če bo to v prihodnje sploh še primeren termin, želimo deliti te naše izkušnje, ki smo jih razvili skupaj tako s člani rehabilitacijskih komisij, kot tudi s člani zunanjih izvajalcev, strokovnih timov, izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, celostni pristop, ki na prvo mesto postavlja človeka in vse njegove lastnosti, ne pa zgolj diagnozo, ker menimo, da je to diskriminatorno. Tako da hvala vsem za zgodbe, sigurno moramo poslušati drug drugega, ampak zavedati se, da pravzaprav tako kot invalidi niste vsi enaki, tudi delodajalci ne, in enako velja tudi za stroko. Osnova pa mora biti seveda poznavanje drug drugega, moramo se znati poslušati, moramo se znati pogovarjati in moramo znati tudi na nek način res pravilno nasloviti tiste šibke točke sistema. Ne. Ni ene univerzalne rešitve, ampak jo pravzaprav gradimo in iščemo za vsakega posameznika posebej. In to je možno takrat, ko so ti posamezniki res opolnomočeni, ko je stroka dovolj fleksibilna, država pa ne nazadnje pripravljena povezati različne sisteme na nek skupni imenovalec. In celostna obravnava, ki ne temelji zgolj na medicinski diagnozi, je sigurno skupni imenovalec lahko za zdravstvo, za pokojninsko oziroma invalidsko zavarovanje in tudi za sistem zaposlovanja. Tako da, hvala. Hvala lepa, gospod Leji Kovač in še kolega Borut Sever se je javil. Ja, imam tudi če. Ok, izvolite. Hvala, lep pozdrav vsem. Hvala, gospod Kastelic. Borut Sever, Fundacija za financiranje invalidskih humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, danes pa tukaj tudi kot član Zveze paraplegikov, eden tistih, ki mi je ta projekt na koncu namenjen.
Torej, delo je ena tistih ciljev zaposlitev, ki mora biti končni ideal. Jaz mislim, da bomo enakopravna, vključujoča družba takrat, ko bomo imeli nekako primerljivo zaposlenost tako pri invalidih kot tudi pri ostalih. Seveda danes nismo tam, še daleč od tega, da bi bili tam. In ključno, da pridemo do tja, je verjetno ravno ta informacija, ravno vse te možnosti, ki morajo biti ponujene. To, kar nagovarja projekt. Tukaj seveda ne smemo pozabiti, danes smo slišali od kolegov govornikov pred mano mnogo zgodb, da to ni samo zaposlitev. Seveda, da pridemo do zaposlitve moramo, zato sem rekel, da je končni ideal, da pridemo do tja moramo imeti kompleten sistem postavljen od vzgoje, izobraževanja, javnega prevoza, nazadnje je bilo omenjeno, arhitekturne dostopnosti. Sama zaposlitev je lahko super, ampak če mi ni dostopna, če ne vem za njo, potem seveda te zaposlitve ni. Tako da verjetno je treba skozi ta projekt nagovarjati vse te vidike, vse te poglede in seveda jih tudi potem dati vsem deležnikom, da potem, ko se bo pripravljali predpisi, zakoni, da bomo to upoštevali. Še nekaj stvari me danes hkrati bilo všeč, hkrati pa tudi izziv za vse med nami. Omenjali smo načelo nič o invalidih brez invalidov. Jaz bi si želel, pa verjamem, da smo tukaj vsi dobro namerni, stroka inštitucije, da je tudi kot predstavniki stroke, kot predstavniki inštitucij, da bi si želeli, da tukaj več sedi invalidov med nami. Tako da to je najbrž izziv za vse prisotne, da v svojih zgodbah, v svojih inštitucijah poskušamo narediti tudi kaj več na tem področju. Menjali smo kvotni sistem, ki se ga tudi javna uprava ne drži. Na drugi strani zopet izziv za projekt, eden od govorcev je omenil, da podjetje ni imelo informacij, se pravi, so imeli napačen pogled ali pa vidik ali pa pristop do kvotnega sistema. Tako da, če gremo naprej, jaz vidim ta projekt kot en velik plus doprinos k temu, da bomo res prišli počasi od tistega ideala vključujoče enakopravne družbe, ker nagovarja prvič tisto informacijo, da bo na eni strani vedel tako posameznik invalid, kakšne so njegove možnosti, na drugi podjetje, ki ni tega prepoznalo, da bo to prepoznalo. Hkrati pa naj povem, veseli me tudi, da vidim, da je del projekta vzpostavitev platforme. Pri svojem delu sem se pogosto srečal z povpraševanjem zaposlovalcev na eni strani, ki niso uspeli najti invalida, ki bi ga zaposlili, in hkrati na drugi strani mnogo invalidov, ki so iskali zaposlitev, pa niso uspeli priti do pravega delodajalca. Tako da me veseli, da je del projekta tudi ta platforma, ki bo morda uspela povezati na eni strani tiste, ki iščejo, na eni strani tiste, ki iščemo, kakorkoli že. Uspešno delo želim vsem, ki boste delali na projektu in seveda verjamem, da bomo na koncu uspešni pri tem skupnem cilju. Hvala. Hvala lepa gospodu Severju tudi in še ena se prijavila v govornici, izvoli gospa Mirno Jankanalec. Hvala, lepo zdrav vsem. Vesela sem današnjega posveta. Lahko rečem, da iz osebnih izkušenj že 38 let sledim več ali manj napredku na področju zaposlovanja invalidov. Večinoma moji predhodniki, kolegi invalidi so večinoma vsi rekli, da želijo delati. Žal bom malo nekritična, kritična in želim izpostaviti tudi drugo plast, ko ste rekli, da je večplastni problem. Moramo se zavedati, da veliko invalidov ne želi delati. Tudi po nekih statistikah zunaj 80% invalidov ni zaposlenih. Pa ni samo zaradi tega, ker nimajo možnosti. Ampak velikokrat je pač na nek način bolj udobno, mogoče celo preveč finančno podprto. In mislim, da veliko je potrebno narediti tudi za motivacijo in informacijo med invalidi. Seveda, tukaj smo mi, organizacije, reprezentativne, društva in podobne, da promoviramo in da motiviramo naše člane k vključitvi v delovni proces. In da jim pač predstavimo vse prednosti, ki jih bo imel s tem. Mogoče še ena kritika v preteklosti, da je veliko ljudi
takoj po končani rehabilitaciji, govorim recimo za paraplegike, enostavno pač v času, ko človek še ni sprejel svoje invalidnosti, ko še ne ve, kaj bi sam s sabo, ko še ne samozavesten, ne ve, kaj lahko v družbi ponudi, enostavno šel v invalidski penzion. Tudi mogoče spis in podobne komisije so nekako podpirale tak način. Kaj je najlažje? Ne bo se ukvarjal z dostopnostjo delovnega mesta, z dostopnostjo javnega prometa, z mogoče nelagodjem, kako pristopati k invalidu, pa dajmo ga v invalidski penzion, ima nek minimalne prihodke, pa bo. To je mogoče tudi en pogled za razmisliti. Hvala. Hvala, gospa Mirjam. Gospod Mikulin, izvoli, beseda pa potem Tomaž. Hvala, predsednik, za besedo. Jaz bi omenil samo to, še pomemben vidik, in to je dostopnost samih, bi rekel, informacijskih sistemov, aplikacij, spletnih strani za slepe in slabovidne, oziroma vse tiste, ki pač potrebujejo dostopnost. To pomeni, dostikrat je težava, vsaj slišal sem od kolegov, ki imajo slabovidnost, slepoto, da določeni sistemi niso bili dostopni. In tukaj zakonodaja pač obvezuje samo določene kategorije, večinoma javni sektor, transport in te stvari. Ker se tiče privatnega sektorja, pa to ni obvezujoče. In vidite, kot eno ključnih stvari, ker slepi uporabljamo bralnik zaslona in druge programsko opremo, da to uporabljamo, da pozivam, bi rekel, da se razmišlja tudi v smeri, da na fakultetni ravni, univerzitetni, da se postavi tudi programe in izobražuje programerje, oblikovalce, upravljavce spletnih strani in ostale, kako izgleda dostopnost za slepe in slabovidne in ostale vse kategorije, ki to potrebujejo. Ker večina današnjega prometa na internetu je tudi so video vsebine in potrebujemo mi zvočno opisane vsebine, potrebujemo tudi, bi rekel, to slovensko sintezo govora, da se nadgrajuje, ker imamo tukaj pametne naprave, imamo v avtomobilih, v pametne hiše, na delovnih mestih bo vedno več naprav, ki bojo tako rekoč pametne, ampak potrebujemo slovenski jezik, potrebujemo stvari, ki so dostopne za vse. In enako velja za aplikacije. In če aplikacija ni oblikovana na ta način, da lahko jo slep, slaboviden uporablja, je tukaj že v startu je pač omejen, kjer bi lahko dejansko opravljal vsa dela. Bom omenil samo ne kot kritiko, ampak ko sem se prijavljal na ta dogodek, ima obrazec sistem, kjer preverja, kjer je potrebno upisati kodo na sliki, ki za slepega ni dostopna. Ker to se da samo z namestitvijo drugačnega sistema na spletni strani, recaptcha se temu reče, to narediti dostopno. To so male stvari, ampak enako velja v podjetjih, ki lahko naredijo programsko opremo že v startu dostopno. In to delajo tudi recimo Novogoriško društvo, ostala društva, Zveza slepih in ostali, pomagajo analizirati in pomagajo najti rešitve, ampak se mi zdi tudi, da na neki univerzitetni ravni in na splošno, da je potrebno to profesionalizirati, da bojo lahko se imeli na koga obrniti tudi podjetje in delodajalce. Hvala za besedo. Hvala lepa, gospod Marko Mikulin, tudi za to opozorilo in še za dodatno iztočnico. In seveda besedi vabim gospoda Tomaža Čučnika iz Zavoda invalidskih podjetij Slovenije. Hvala lepa za besedo. Jaz sem na tem mestu vesel, da ste tudi v publiki takšni, ki ste opazili, prepoznali invalidska podjetja.
Ker invalidska podjetja, ki delujejo v Sloveniji že od 50 let oziroma 60 let prejšnjega stoletja, tisočletja, so res pomemben del sistema zaposlovanja invalidov, se zaposlujejo res tiste najtežje invalide, ki jih lahko zaposlimo, ki se sploh lahko zaposlijo na trgu dela. V invalidskem podjetju tudi ne bomo slišali nikoli takšne besede, kot smo danes, in sem bil jaz prav mečkan začuden in zaprepaščen, da lahko en delodajalec kar naravnost reče, veste, mi smo pa kvoto zapolnili, ne. In zato sem vesel, oziroma sem prepričan, da v invalidskih podjetjih takšne besede ne boste slišali oziroma se ne bo uporabila. Tudi tako je, v invalidskih podjetjih so primeri dobre prakse, ki jih srečujemo na trgu dela, tisti, ki so pravzaprav običajni, saj pri zaposlovanju invalidov brez res vsakodnevnega pristopa in vsakodnevnih dobrih praks invalidov oziroma ljudi, ki imajo tako različne oviranosti, ne moremo uspešno jim ponuditi izpolnjujočega delovnega mesta. Tukaj mogoče sem se oglasil tudi zaradi ene druge stvari, in sicer, da smo slišali, da na trgu dela, pa pustimo, da so to invalidska podjetja, ki so del konec koncev tudi nekega odprtega trga, saj nastopajo na odprtem trgu, zaposlujejo ljudi pod enakimi pogoji, pod enakimi zahtevami, delovnopravno zakonodajo, kolektivnimi pogodbami in tako naprej. Obstajajo tudi nagrade za delodajalce, ki zaposlujejo invalide, in slišali smo, da invalid dela zastonj, kar v vseh teh bonitetah, kar nikakor ne drži. Vsi invalidi, ki ste v službi, veste, da morate poleg tega, da zaslužite svojo plačo, svoje dodatke, svoj prevoz na delo, malico, regres, da morate zaslužiti tudi za razvoj podjetja, ker brez tega se podjetje ne more razvijati, zaposlovati. Torej ste tudi invalidi, če slišimo, da invalid dela zastonj, je to ena takšna pravzaprav skoraj žalitev za vse zaposlene invalide, ki se na svojih delovnih mestih trudijo in niso zaposleni samo pro forma za to, da bi bila tam ena kljukica, nekje v nekem kvotnem sistemu, ampak zato, da s svojim delom tvorno prispevajo k zaposlenosti oziroma k rasti podjetja, v katerem delajo. Mogoče še za konec ena takšna stvar, ki sem jo pričakoval, da bo kdo drug, mi kot Združenje invalidskih podjetij to omenil. In sicer, ko govorimo o invalidnih osebah, si lahko ta termin, ki smo ga nekajkrat danes slišali, invalidne osebe, to je oseba z invalidno osebnostjo, se sliši, invalidna oseba. Jaz mislim, da ta termin, da ga na tem mestu v tej dvorani pravzaprav ne bi smeli slišati. Govorimo o invalidih, govorimo o osebah, zelo lepo je bilo danes rečeno, vsak, ki je invalid, je najprej vse drugo. Najprej je človek oseba z vsemi svojimi lastnostmi, z vsemi svojimi prednostmi, slabostmi in vsem, šele potem ima zraven tudi invalidnost, ki ga seveda določa v neki meri, ampak ni pa to, če rečemo, da je danes smo si prebrali ime projekta, da je invalidnost ni poklic, kar jaz si razlagam ravno na ta način, da ti nisi po poklicu invalid, ti si še zmer Janez, Marija, ne vem kaj, nekdo z neko izobrazbo, šele potem imaš status invalida, ki ga sicer rekli smo, enakopravno zaposlovanje. Jaz celo mislim, da mi ne potrebujemo enakopravnega zaposlovanja, zato ker potrebujejo invalidi roko na srce, pa če pogledamo realnost, več pravic na trgu dela, da lahko svoje potenciale izživijo. Predvsem pa potrebujejo to, da se ga najprej gleda kot nekoga, ki nekaj zna in ve, šele potem se opazi njegovo invalidnost in se jo ne lepi čez njegovo celotno osebnost in to, kar je.
Tako da jaz upam, da v mnogih invalidskih podjetjih lahko trdim, da v vseh, seveda so izjeme kakšne, ampak da poskušajo tega nekako držati. Ne? Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospodu Tomažu Čučniku. Vidim, da smo, ja, izvolite gospa Porenta. Jaz se zahvaljujem za vse vaše zgodbe, ki ste jih danes delili z nami. Verjamem, da se bo tekom izvajanja projekta teh zgodb nabralo še veliko. Na ministrstvu smo vsekakor odprti do sprememb. Trudili se bomo, da pri zakonodajnih spremembah vključujemo vse deležnike, na katere bo zakonodaja vplivala, da ne bomo več slišali tega izjave vse o invalidih brez invalidov. Mogoče bi sem še eno stvar povedala. V začetku letošnjega leta, konec januarja, je bil tudi sprejet zakon o dostopnosti invalidov, kjer bo po letu 2025 invalidi bodo lahko enakovredno dostopali do širšega nabora teh dostopnih proizvodov, računalnikov, prenosnih telefonov, bankomatov. Tako da je tudi na tem področju bil narejen en preskok. Hvala lepa, gospa Porenta, tudi za te spodbudne besede. Ja, še izvolite, kolegica. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bi pa v bistvu rada... Če se še predstavite. Ja, Anja Uršič. Rada bi opozorila v bistvu tudi na sam koncept participacije, ki se uporablja, se pravi, na sistemski ravni, ker kot raziskovalka na doktorskem študiju na področju politik zaposlovanja opažam, da pogostokrat, ko govorimo o participaciji invalidov na trgu dela, se ne govori o integrativni participaciji, ampak participacija sama po sebi lahko dostikrat v bistvu je nek prikrit obraz segregacije invalidov. Se pravi, seveda so vključeni v trg dela, hkrati pa so recimo segregirani v nekem delovnem okolju, imajo manj plačana delovna mesta. Tako da v bistvu nek tak širši okvir participacije, ki vključuje ta integrativni spektr, je zelo pomemben, ko se v bistvu naslavlja to problematiko oseb z invalidnosti. Hvala lepa. Tudi vas bi prosil za izključitev, če bo še kdo. Vkolikor pa ne vidim kakšnih... A lahko še jaz nekaj Se opravičujem. Dober dan. Jaz tako vesela sem, da je danes tukaj tale posvet na to temo. Jaz sem Barbara Zupančič, prihajam pa, jaz imam 20 let izkušenj na področju zaposlitvene rehabilitacije, poklicne in zdaj vodim tudi listino raznolikosti Slovenije, ki je tudi eden izmed pobudnikov tega projekta. Jaz bi samo to rekla, da vse, kar ste povedali, se ne morem bolj strinjati. Mislim, iz ust ste mi vlekli, ko mi je všeč, ko ljudje povejo, da vidijo te stvari, ki so problema. Ampak rada bi povedala, da je treba tudi še več delati in mi je všeč, da ta projekt bo delal na predsodkih, na stereotipih, ker pravzaprav je to prva stvar, ki omeji kakršnokoli sodelovanje ali države z invalidi ali osebe z invalidnostjo, jaz ponavadi rečem, zato da vemo, o kom govorimo, z delodajalci. V tistem trenutku, ko je delodajalec pripravljen samo odpreti vrata, pa človeka vzeti tam za 14 dni ali pa en mesec, se stereotipi začnejo razblinjati, ampak jaz moram poudariti, da je treba ogromno delati znotraj delodajalcev pri tistih, ki so vodje, šefi, ne tisti menedžerji, kot pa tisti, ki vodijo male skupine. Ker to, da mora nekdo pomagati osebi z invalidnostjo, da je to predsodek, veliko več kot pa enemu na začetniku, mlademu, ki isto ne ve nič, to je v bistvu predsodek, zaradi česar potem mladega vzameš osebo z invalidnostjo, pa ne. Seveda pa eni rabijo več časa, da se prilagodi celo delovno okolje, ker mi danes nismo omenili tistih nevidnih invalidnosti, ki so pa zdaj v zadnjem 5 letih sem jaz delala na projektu prehoda mladih, kjer imamo spektrum autistične motnje, otroke z avtizmom in tako naprej, kjer pa zahtevajo
prilagoditev v odnosu. Veste, ko je šele to težko za delodajalca, ki hoče hiter dosežke in, a ne, se pravi, in ta skupina otrok nočejo biti invalidi, nočejo imeti stigme in jaz mislim, da to bo treba preseči, ne. Ampak jaz zmeri pravim, tako, mi smo tisti, ki to zakonodajo postavljamo, ne, se pravi, tudi lahko mi spremenimo, a ne. Ampak seveda ne smemo pozabiti, da se pravice pridobljene ne izgubijo. To pa razumem, ne, da je ta termin to označuje. Hočem reči še to, ne, da je treba najti rešitve znotraj države tudi za tiste, ki se bodo hitro zaposlovali, ki bodo rabili samo v tistem trenutku en kontakt enega delodajalca, ki je odprt, a ne, pa bo en strokovni delavec hitro prišel pomagati, če bo kaj treba, pa bo povedal vse zakonodajne, se pravi pravilnike, kako to urediti, vse te papirologijo, ker potem gre lahko hitro. Niso tako dolgotrajni postopki, razen prek SPIZ-a, jaz vidim, da so dolgotrajni, ampak teli v zaposlitveni so lahko zelo hitri, ne. Razen, a ne, preden prideš do tega statusa, da lahko prideš do pravice. Tukaj pa je problem, ne? Tukaj pa je treba nekaj narediti, zato pravim, da bi mogli imeti dvojna vrata, ne? Za tiste, ki rabijo več časa in za tiste, ki hočejo hitre. Ne? Tako da mislim, da je tukaj tako, hotela sem to povedati. Imam jaz 250 delodajalcev, ki želijo zdaj nekaj narediti na to temo in bomo ponudili to platformo prek Listine raznolikosti Slovenija, ker pa hočejo nekaj narediti na tem področju in me sprašujejo, kje lahko dobim osebo z invalidnostjo, bi jo zaposlili na nekih delovnih mestih, a lahko naredite en kontakt, eno kontaktno točko, kjer bomo dostopali do teh ljudi. Ne? Tako da treba je kar dosti narediti na informaciji, hitri, učinkoviti, pa na v bistvu odgovoriti na različne potrebe. Ja. Hvala. Hvala lepa tudi za vaše misli in istočnice. Zdaj pa res počasi zaključujemo ta del zaposlitev. Mislim, da bo v tem projektu in v prihodnje, da je čas, da bomo zaposlovali človeka in pa seveda z njegovo celostno obravnavo, izobrazbeno in pa tudi funkcionalno sposobnostjo in nič več človeka z akademskim nazivom invalid. Mislim, da je to stvar, ki mora dozoreti tudi v družbi, in seveda nekje moramo začeti. In je prav, da smo invalidi tisti protagonisti, ki skupaj s stroko peljemo v tej smeri, da tudi ne bo čez par let, upam, da ne desetletij kvotnega sistema in pa na prvo pogledali, koga zaposlujemo po njegovih, ne bom rekel, invalidnosti, ampak funkcionalni sposobnosti. Spoštovane gospe in gospodje, današnji posvet, ki smo ga začeli in je začetek nekega obdobja, katero bo pripeljalo tudi do možnosti hitrejšega vključevanja invalidov, hitrejše zaposlitve in pa seveda partnerskega sodelovanja med reprezentativnimi invalidskimi organizacijami, posameznimi, seveda ministrstvom, Zavodom za zaposlovanje in seveda tukaj lahko računate tudi na pomoč Državnega sveta kot nekega zakonodajnega telesa v tej zgradbi na Šubičevi v Ljubljani. Vključen svet je prav, da z današnjim dnem dobi neki zagon in verjamem, in pa prepričan sem, da bomo o tem v prihodnje slišali še veliko. Spoštovane in spoštovani, hvala lepa za vašo pozornost, tudi vam, ki ste nas spremljali na daljavo, vam tukaj v dvorani Državnega sveta. Hvala panelistom za vaš prispevek, enako pa iskrena hvala tudi vam, ki ste v zaključnem delu podali svoje izkušnje, svoje mnenja in pa seveda tudi vaša priporočila, ki upam, da jih bomo tudi na zakonodajni ravni, ko se bo pripravila zakonodaja, v največji možni meri upoštevali. Zato še enkrat lepo popoldne in pa lep vikend, ki je pred nami. Hvala za vašo pozornost.
Hvala.